pri treh izdelkih zaznali neko razliko in sicer je šlo za neskladje pri slanem prigrizku. Zdaj, vse podrobnosti, tudi z rezultati imate na naši spletni strani že od sredine maja, vkolikor bi kaj bilo, in mislim, da je tudi v gradivu, če se ne motim, razdeljeno tisto, ali pa bo razdeljeno, ali pa dostopno še enkrat posebej. Tako da je šlo za proizvod slani prigrizek, to je tuc, to vsi poznamo, in tam smo imeli varianto za vzhodni trg in zahodni trg, pri čemer je izdelek, ki je bil namenjen zahodnemu trgu, vseboval manj soli, kot je bilo deklarirano. Deklarirano je bilo 2,5 grama, vseboval je 1,69 grama, kar pomeni, da je bilo manj. Zdaj, nekateri trdijo, da je to boljše, če je manj slano, tako da ne vemo, ali gre za to, da privajajo svoje potrošnike na nižjo slanost, ampak vsekakor je to odstopalo. Potem naslednja zadeva, kjer je prišlo do odstopanja, je bil piškot. Šlo je za Leibniz polnozrnati proizvod, kjer je vsebnost surove vlaknine, torej tistega, kar je zaželjeno, odstopala od deklarirana. Deklarirana je bila 7,5 grama na 100 gramov, prisotno pa je bilo 10,3, torej več kot je bilo deklarirano, kar je tudi težko oceniti kot dobro, slabo. Dejstvo je, da je odstopalo od deklarirane vrednosti. In nazadnje smo še imeli te instant pripravke kakava, kjer smo sicer imeli neko težavo z primerjavo deklaracij. Na izdelku, ki je bil za vzhodna tržišča, smo imeli tudi podatek v 100 gramih na proizvod. Za zahodno tržišče tega ni bilo, tam so imeli samo navedene količine oziroma deklarirano v 20 gramih napitka oziroma tisto, kar je pol napitek. In tam smo na podlagi analize nekako posumili, da je vsebnost kakava nižja, kot bi naj bila. Torej, rezultati kažejo, da je bilo v izdelku, ki je namenjen vzhodnemu trgu, deklarirano 20% suhe snovi kakava oziroma teh delcev kakava, in za analizo je bilo ugotovljeno, da je 20,2%. Kot rečeno, na tistem za zahodni trg ni bilo deklarirano, izmerili pa smo 14,6, torej preko blizu 6% manj. Tako da v tem delu nekako sumimo, da ni bilo ta pravega razmerja, in o tem smo seveda tudi obvestili. Nekaj je bilo tudi težav z prevodi na deklaracijah, na tistih izdelkih, ki so primarno bili namenjeni nekemu drugemu trgu, tako da smo tudi na vse te zadeve upozorili pač nosilce dejavnosti. Zdaj, aktivnosti še ostale, ki so bile, sodelovali smo pač na nekih sestankih z skupino držav, ki se temu nekoliko bolj posvetila, in tako kot je že bilo omenjeno, prepoznali, da so težave pri njih bistveno drugačne, kot so pri nas, in za nas to ni sprejemljivo, ker si tudi v bodoče ne želimo, da bi se tovrstne prakse uveljavljale pri nas. Zdaj, kaj smo mi pri nas zaključili? To, da pač obstaja ta težava. Pomembno je, da se Evropska komisija s tem seznani in da začne z ugotavljanjem tega tudi na nekem centralnem nivoju. Potem je pomembno, da nekako vključujemo potrošniške organizacije. Po mojem razumevanju in poznavanju v ostalih državah zaenkrat potrošniške organizacije v te reševanje tega problematike niso bile vključene. Potem je potrebno vsekakor dvig poštenih praks strani proizvajalcev, pomembno pa je tudi ozaveščanje potrošnikov. Zdaj, mi pričakujemo, da bo na ministerski konferenci, ki jo je minister omenjal, prišlo do nekega še tega horizontalnega pregleda in da bodo, vkolikor se ugotovi, da obstajajo večje potrebe, tudi zagotovljene kakšne, oziroma da se bo začelo s procesi na področju sprememb zakonodaje, če bo potrebno. Toliko z moje strani. Hvala. Mi smo imeli pripravek Nesquik, 200-gramski in 400-gramski, ampak kot rečeno, mi imamo z imeni vse napisano v tistem poročilu, vključno z analiznimi rezultati, tako da je dosegljivo. Hvala.
Hvala lepa tudi direktorju Posediju, vabim pa gospod Bredo Kutin, Zveze potrošnikov Slovenije. Dan, lepo pozdravljeni. Sem še bil, kar tle vodim. Ja. Okay. Zveza potrošnikov Slovenije, kot veste, dobila projekt preveriti, ali dejansko obstajajo dvojni standardi, s tem, da smo mi pri pristopu sledili, bom rekla, v največji možni meri izbiri vzorcev, ki so bili že predstavljeni v drugih državah, Češki, Slovaški, Madžarski. In sicer zbrali smo si Slovenijo pa Avstrijo in tudi zaradi tega smo primerjali to skupino izdelkov mesne, mlečne, ribje, čokoladne izdelke, pijače, začimbe. Nismo pa ponavljali tistega, kar smo recimo v Sloveniji predtem že pregledali. Za par vzorcev smo zbrali isto blagovno ali pa trgovsko znamko, ki se prodajata v Sloveniji in Avstriji in z bodisi enakim ali pa primerljivim izdelkom pri nas. Zbrali smo 67 vzorcev, obljubljali smo jih 60, vzeli smo jih 67 in sicer 32 parov oziroma trojčkov. O trojčkih govorimo takrat, kadar je bil v Sloveniji pod blagovno oziroma trgovsko znamko na voljo več kot en izdelek, ko sta bila dva, to se pravi, da pravzaprav je bilo treba oba pogledati. In dobili smo 29 parov vzorčkov, 3 trojčki, ki so bili v enaki embalaži kot blagovna trgovska znamka. To se pravi 25 vzorcev blagovnih znamk, 12 parov, en trojček in 42 vzorcev trgovskih znamk, 20 parov in 2 trojčka. Kako smo šli, tudi mi smo najprej pogledali, vključili smo seveda še Hofer, zaradi tega, ker Lidl in Hofer sta pri nas vedno bolj pomembna trgovca, ki pod svojimi blagovnimi znamkami prodajata izdelke in bi bilo potem, če bi mi spustili Hofera, bi bilo potem zelo pomemben segment bi manjkal. In najprej smo seveda tudi pogledali, kako vzorčiti, kateri izdelke, to se pravi, to je bila prva faza, da smo šli pregled trga narediti, v drugi fazi smo nakupili vzorce in sicer v Ljubljani in Gradcu. Kupovali smo tako, kot vedno kupujemo pri naših testih, to se pravi anonimno, kot običajni potrošniki, tam, kjer je bilo pomembno, da ohranjamo hladno verigo, smo jo zagotovili, zato ker določeni vzorci so seveda šli tudi naprej v laboratorij. To se pravi, to smo. In na podlagi ugotovljenih razlik tekom primerjave je prišlo, smo pregledali, dejansko smo detaljno pregledali vse označevanje, potem smo pogledali, kakšne bi bile razlike med organoleptičnim pregledom in na podlagi tega, kjer smo, tako bom rekla, ocenili, kje bi potencialno lahko iskali razlike, imeli smo pa seveda tudi omejena sredstva, smo potem določili 20 vzorcev za nadaljne preizkušanje in testiranje tudi v laboratoriju. Ker tam, veste, ker je bilo že na podlagi podrobne analize jasno, da ne gre za razlik, to ni imelo nobenega smisla, da bi to pošiljali v laboratorij. In seveda potem smo se pa tudi na podlagi tega pregleda, to so seveda delali strokovnjaki, ne jaz, ker nisem prehranski strokovnjak, odločili za to, kjer stvari bodo detaljne pogledali, kemijske analize. Zdaj, glede na to, da imamo malo časa, pa da imate vi vse te podatke pred sabo, jaz ne bi šla v detalje. Kemijske analize smo naredili, sezonične analize, raje bi se zadržala pol tam pri posameznih zadevah, ki so dosti zanimive. In potem smo razvrstili izdelke na ta način, kjer ni razlike v kakovosti, in pa druga skupina je razlika, ki vpliva na kakovost, posebej smo pa izpostavili trojčke, zaradi tega, ker prihaja tam do določenih razlik v kakovostih in cenah. Tako da 38 vzorcev, 18 parov, na podlagi primerjave oznak in predstavitve označb, sem že rekla, nismo ugotovili razlik. Pri kemijska analiza in organoleptična ocena ni pokazala, da obstajajo razlike med paroma pri 5 vzorcih, 4 pare vzorcev, pri katerih smo zaznali razlike v označbi, pa smo predvideli, da je glede na okoliščine, to so par proizveden v istem obratu. Kaj se je še zgodilo, če preprosto tole malo komplicirano probam prevesti, da je prišlo do spremembe v tehnologiji, na avstrijski označbi je bilo to že označeno, slovensko embalažo
so pa kar staro porabili, čeprav recimo je šlo za izboljšavo v tehnologiji. In lot je bil pa enak, no, in ker smo pogledali v detajle, to se pravi, če je enak lot proizveden, ne more biti razlika v kakovosti, smo preverili to tudi pri proizvajalcu in dejansko ugotovili so rekli, da so nižali stroške, ker so porabili še staro embalažo. No, ampak za potrošnika je pa pomembno, da pravzaprav ima celo malenkost boljši izdelek, kot je pisan na etiketi. Samo to je bila bolj izjema. Tukaj zdaj v to skupino, kjer ni večjih razlik, si boste sami seznam pogledali, je čisto konkretno predstavljen, kateri izdelki, kje smo kupili in kako, ker pač nimamo zdaj veliko časa. Potem, pardon, ste šli pa napačno. Ni razlike, ki bi vplivala na kakovost. Tale izdelek, tako bom rekla, bi pa posebej izpostavili ribje palčke. Veliko se je govorilo, posebej na Slovaškem, da gre za različno kakovost, zato smo ga podrobno pogledali in ugotovili, da sicer je malo drugačna sestava, ampak v resnici ne vpliva na kakovost. In pri ribah, veste, je tudi tako, da tam gre dostikrat za ulov in tisto, kar je pač na razpolago. Vsekakor smo pogledali v detajle, smo pogledali organoleptiko, ni razlike v kakovosti, zanimivo pa seveda je, da je avstrijski izdelek 11% cenejši od slovenskega. To se pravi, Slovenci plačujemo več za enak izdelek. Ostalo pa je pa to dober izdelek. No, in tukaj že recimo odstopamo od tistih, ki so se pritoževali, da so dobili zelo slab izdelek. Potem gremo naprej na razliko, ki vpliva na kakovost, in če pogledamo, pri Coca-Coli pride do razlike, to je podobna razlika, kot so jo ugotovili tudi v drugih državah, to se pravi, da se sladkor nadomešča z glukoznim sladkorjem. Posebej smo se osredotočili na Milko, tam je bilo zelo veliko govora o razliki v kakovosti in smo dejansko ugotovili, da je en izdelek v Avstriji z drugega obrata, ki je bil narejen v Bolgariji, pa na slovenskem trgu. In tu smo se posebej poglobili tudi v problematiko senzorike, ker potrošniki se pritožujejo, da je ta Milka drugačna. In dejansko se je izkazalo, da razlike v senzoriki v resnici lahko zaznajo samo šolani preizkuševalci. Dali smo tle narediti še posebej senzorični test usposobljenim preizkuševalcev v certificiranem laboratoriju, zato da bi prišli zadevi do dna. To se pravi, so razlike, tu so naštete, temnejša barva, manjši površinski sijaj, manj intenziven vonj, aroma, manj sladkobe, višja točka topljenja. Zato, da pa je ta recimo razlika med avstrijsko pa slovenska, je pa tudi še, da ima ta, ki se prodaja v Sloveniji, aditiv. Tako da razlike so, v okusu jih je pa težko zaznati, no. Tisto, kar je pa z vidika cene zanimivo, da je pa avstrijski izdelek dražji v Avstriji, ne v Sloveniji. Potem so tle razlike v kakovosti pri jetrni pašteti, kjer, zdaj, če jih poskušam poenostaviti, imajo pri jetrni pašteti ima izdelek na slovenskem trgu manj mesa, ima pa zato malo več jeter, pa dodan ima več aditivov. Pri mesnem narezku je situacija podobna, manj mesa pa več aditivov. Pri gazirani brezalkoholni pijači ima slovenski sladila, nima sladkorja, to se pravi, gre v osnovi sicer v tisto zmanjševanje sladkorja, ker je trend zdaj, tako bom rekla, v Sloveniji, da se zmanjša vsebnost sladkorja v pijačah pa v hrani nasploh. Zdaj vprašanje, koliko je tle dejansko smiselno, ker so pa pač sladila, ker avstrijski izdelek ima pa sladkor tudi v minimalnem obsegu. Sadni jogurt Jagoda, razlika je v sestavinah, spet pri nas več konzervansov. Pri mesnih izdelkih toast šunka, tu smo zaznali kar precejšnje razlike, in sicer, da je avstrijski izdelek ima pravzaprav boljšo sestavo od slovenskega.
Tu zdaj pa dodatno bi pogledali pa še tele 3 trojčke. Zakaj smo vzeli trojčke, ko smo pri